Pozdravljeni, moje ime je Gregor in v tokratnem videu bom spregovoril o mojih najljubših predstavnikih na Evroviziji. Odkar so uvedli ta dva polfinalna večera in pa glavni veliki finale in glavni finalni večer, se je Sloveniji nekajkrat uspelo uvrstiti v tale finalni večer in zasesti potem tudi neko spodobno mesto oziroma doseči kar nekaj lepe številke točk, ki so jih zbrali od drugih držav. In zdaj malo sem razmišljal, ker je ravno to obdobje, ko se vse pripravlja in govori o Evroviziji, ker se kar bliža, v bistvu maj je dokaj blizu. In sem tudi jaz razmišljal, v bistvu, kdo so pa ti predstavniki, ki so meni nekako najljubši oziroma ki so najbolj izstopali in Slovenijo tudi uspešno predstavljali. In zdaj tudi malo sem razmišljal, katere pesmi so mi bile všeč. In sem prišel do nekega zaključka top 5 slovenskih predstavnikov na Evroviziji, po mojem mnenju seveda. In zdaj, če začnemo s 5. mestom, na to mesto sem uvrstil pesem, ki je postala himna valet, maturantskih plesov, domačih in pa nekih drugih oblik zabav, in torej govorim o pesmi Samo ljubezen od Sester. Torej, če se spomnimo, Sestre so zmagale na EMI leta 2002 in potem tudi šle takrat na Evrovizijo in dosegle, mislim, da nekje 33 točk ali nekaj takega v glavnem finalu. Takrat še ni bilo potem teh dveh polfinalnih večerov. Torej, zdaj, če te točke prevedemo v mesto, Sestre so takrat dosegle 13. mesto in 13 je moja srečna številka, kajti 13. junij je moj rojstni dan. Na 4. mesto sem uvrstil pesem Energy, ki jo je pela Nuša Derenda in je Slovenijo leta 2001 predstavljala na Evroviziji in takrat dosegla 70 točk, kar pa je Slovenijo uvrstilo na 7. mesto. In to gre za v bistvu eno izmed najuspešnejših uvrstitev poleg Darje Švajger, ampak moram reči, da mi je pesem Energy bolj všeč in zato je končala pol na mojem seznamu top 5 predstavnikov Slovenije na Evroviziji. In če skočimo potem nekaj let naprej, na leto 2007, takrat je na EMI slavila Alenka Gotar s pesmijo Cvet z juga in tudi Sloveniji pripela 15. mesto v finalu in to pomeni, da je nekje zbrala 66 točk. Spomnim se, da sem to pesem kar dosti krat takrat poslušal, ko je zmagala na EMI in mi je ostala nekako v ušesu in zato si zasluži tudi potem to primerno 3. mesto na mojem seznamu. Tako, zdaj smo pa že v bistvu pri samem vrhu seznama, torej pri dveh mojih najljubših predstavnikih. In sicer na 2. mesto sem uvrstil pesem Sebi od Zale Kralj in Gašperja Šantla. Zdaj v bistvu pesem je res, kot sem takrat rekel, moderna, meni je všeč, mi je šla ful v uho, pesem sem si dostikrat zavrtel, tudi danes še kdaj, in tudi če je kdaj na radiju, je ne preskočim, jo poslušam do konca. In moram reči, da sta Slovenijo res uspešno predstavljala leta 2019 na Evroviziji. In takrat sta dosegla 105 točk, kar pa pomeni, da je Slovenija leta 2019 končala na 15. mestu. Na 1. mesto pa sem uvrstil še eno Štajerko, in sicer Majo Kevc s pesmijo No One oziroma Vanilija. Torej, kot se verjetno spomnite, Maja je leta 2011 s pesmijo Vanilija zmagala na EMI, potem so se odločili za angleško različico pesmi, torej No One, in je takrat potem se prebila iz polfinalnega večera v finale, kjer je dosegla 96 točk in potem odlično 13. mesto. In res moram reči, da pesem gre fejst v uho, je, kot sem rekel, isto za Gašperja in Zalo, tudi moderna in dejansko tudi je ne preskočim, če jo kje slišim, in pa tudi doma si jo občasno kdaj pa kdaj zavrtim in mogoče malo zapojem o tem. Me pa zanima vaše mnenje o mojem seznamu top 5 predstavnikov na Evroviziji skozi vsa ta leta. Ali bi mogoče koga dodali, koga odzeli, kaj spremenili? Kaj vi menite, kdo je najboljše dejansko predstavljal Slovenijo na Evroviziji? Svoje mnenje lahko zapišete spodaj v komentarjih, pa da malo predebatiramo zadeve.
Drugače pa hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil video všeč, mu lahko daste thumbs up, se naročite na moj kanal za še več vsebine in kot vedno lahko me sledite tudi na Instagramu pod GregorV. Lepo se imejte, radi se imejte, pazite na se, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!